Torej, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Današnjo tiskovno konferenco smo štirje mušketiri, kot nam pravijo, sklicali zato, da vam povemo, da gremo skupaj tudi naprej. Vsak izmed nas se vam zahvaljuje za vaše glasove, ki ste jih namenili vsakemu posameznom, vsem skupaj. Skupaj jih imamo, mislim, da čez 3200, koliko. Hvala še enkrat za vaše glasove. Torej, na volitve odhajamo skupaj, se pripravljamo skupaj, družimo projekte, sestavljamo mrežo, preko katere bomo poskušali zagotoviti, da bo Ljutomer boljši, da bo prejel več sredstev iz evropskih skladov. Vsem pa nam je skupno, da bi občini Ljutomer povrnili tisto elementarno poštenje, željo po sodelovanju, neizključevanju in pa seveda to, da bi slišali vse, od kmeta do gospodarstvenika in predvsem tudi mladega človeka, ki nam beži na tuje. Jaz se zahvaljujem še enkrat vsem vam za izkazano podporo, res prihaja iz srca in vsi skupaj smo mogli se res pogumno odločiti, da smo se zavihteli, kam se pač smo. Vi ste to volilci nadgradili za tem, da ste nas podprli. Hvala še enkrat in skupaj gremo naprej. Zdaj pa predajam besedo Andreju Vršiču. Ja, Dejan, hvala za besedo. Lepo pozdravljene. Spremembe v Ljutomeru so nujne in potrebne, to smo že ugotovili. Zato sem se tudi jaz sam podal na to pogumno pot sprememb. In dovolite mi, spoštovane moje volivke in cenjeni volivci, da se vam zahvalim za vse glasove, ki ste mi jih namenili. Hvala lepa. Hkrati vas pozivam in vabim, da ostanemo še naprej na tej poti sprememb. In Dejan, tisti človek, ki bo s svojim pogumom nadaljeval mojo začrtano pot in tudi moj program. In v tebi vidim zdaj nekako svojega naslednika, svojih glasov. Hvala. In zdaj tako, treba iti na volitve in te moje glasove treba dati Dejanu. Če ste zaupali meni v prvem krogu, potem dajte zdaj Dejanu, mojemu prijatelju. Postali smo tesni zavezniki, res spoprijateljili se, to je nekaj nenavadnega v političnih krogih, kjer je prepiranje glavno, ampak mi smo stopili skupaj in to za naš Ljutomer. Dejan, jaz pa moji volilci, ki so namenili glas, pa bomo tako rekoč ti vedno za vratom, če kaj ne bo. In v tvojih dejanjih vedno s tabo. Glas in beseda, jaz in moji volilci. Hvala lepa. Hvala tebi, Andrej. Gospod Andrej Žižek. Gregor Žižek. Andrej je samo eden. Gregor Žižek, pardon. Ni problema. Jaz se isto pridružujem tudi Andreje v cilji, oziroma to, kar smo se že tudi na začetku mi vsi štirje tudi zavezali, da bomo podprli drugega, kjer je prije v drugi krog. In to je zdaj uspelo Dejanu in ga tudi jaz podpiram kot Gregor Žižek in tudi nagovarjam moje volivce, ki so volili za mene, da zdaj v drugem krogu obkrožijo isto številko, kako so prej, to je številko 2, kako sem jaz smejal, ne da je videl, ker Dejana poznam kot soseda, kot prijatelja in Venka sicer streli na prvo, to mogoče kaj nismo vajeni ljudje, ampak na tej, bi lahko rekli, tem metku, ki streli z prve, je marsikdaj kaj težko, ampak je resnično in pa tudi resnica včasih zaboli in Dejan je človek sprememb, kateri si tudi želimo v Ljutomeru. Vsi smo imeli tudi programe podobne in prava pot je, da gremo in podpremo Dejana še naprej. Hvala lepa. Gospod Maksimilijan Košnjak. Dejan,
je mož beseda, pokončen človek, pokončen trlek. Tu smo vsi štirje, ki stojimo tukaj. Sedimo tukaj, pardon. Ljutomer še ni imel takšnega primera v politiki, da bi bili tako enotni, da bi se tako zavedali, kako je potrebno iti v razvoj. Od začetka smo stali eden ob drugemu, že na samem začetku smo si dali roke in rekli, kdorkoli od nas bo izvoljen, drugi krog ga bomo podprli. In te besede nismo požrli, ne Dejan, ne vsi ostali. Zato tudi jaz nagovarjam vse tiste, ki so mi zaupali glas in tiste, ki me poznajo. Naj podperejo Dejana, je mož beseda, takšnega župana mi rabimo, je dovolj mlad in dovolj trden, da bo povezal mlado, starejšo in tudi srednjo generacijo. In to je tisto, kaj rabimo v Ljutomeru, da lahko gremo po poti razvoja na področju gospodarstva, infrastrukture, kmetijstva, turizma in zaposlovanja mladih. Takšnega župana rabimo, mi bomo ostali ob strani, skupaj imamo vsa vrata odprta na ministrstvih in tudi pri predsedniku vlade. In takšna vlada, občinska, ima priložnost za razvoj in to prle, ki rabimo. Zato Dejan, podpiram te z dušo in srcem. Hvala lepa. Hvala za vaše besede. Mi bomo podrobno prihodnji četrtek, 7:30 v kinodvorani, predstavili naše skupne vizije in tudi ponudili rešitve v posameznih segmentih, ki jih smo oddvojili in si rekli, da bomo prvo stvar, kaj bomo naredili. Tako da zelo vabljeni prihodnji četrtek ob 7:30 v Dom kulture. To bi bilo z naše strani vse, zdaj smo pa na voljo na vaše vprašanje. Samo še nekaj lahko? Jaz bi samo tu se obrnil, oziroma to, kaj smo včeraj dobili, oziroma smo prebrali na Prlekija.net od aktualne županje. Jaz bi samo tu obrazložil, oziroma neke stvari res me zanima. Ona tu lahko citiram, in sicer v letakih in kar slišim iz predvolilnih pogovorov iz krajev in vasi je glavno sporočilo, da bi naša ekipa naj samo lagala in da nismo srčni, ampak zlobni in podli ljudje, ki delajo od škodo skupnosti. Naj bi bili konfliktni in nerazsodni zaviralci razvoja, skratka tisti, ki bi naj odgnali podjetja, uničili pozitivno vzdušje. Povedano drugače, tema, ki je bila izbrana za te volitve, kako uničiti mene in ekipo z lažmi in manipulacijami, smrtnimi grožnjami in z grožnjami, kako sem pogrešana s priloženo izmaličeno fotografijo. Tukaj imamo vse te naše letake in tukaj so si lahko naši občani prebrali programe in niti eden, jaz imam vse tukaj, si lahko vi, cenjeni novinarji, pogledate, nikjer ni zapisana nekšna smrtna grožnja, potem še kaj, da smo jo, ne vem, obremenevali z lažmi in pa z grožnjami, ne vem kako in tako naprej. Ne? In v bistvu, jaz bi tu res rad še enkrat zdaj našo aktualno županjo vpraša, kaj s čim mi grozimo kot kandidate, in to so spet neke laži, kot je tukaj navedla, in mi smo samo govorili resnico. Nismo si nekaj izmišljevali, ampak karkoli, ampak to, kaj je zdaj spet to prišlo, vem, to v bistvu ne drži, oziroma to je že pa takšni podli nivo, na osebni nivo prišlo, da je nekšno smrtno grožnjo v bistvu grozimo. Ne? Tako da mislim, da to ni prav, da se zdaj izgovarja, ne vem, na kakšnokoli stvari, tako da tu bi pa res rad imel en odgovor, sicer ga nisem dobil, ni bilo nobenega soočenja, da bi lahko vsaj jaz izbral drugega kandidata, če je mogoče ona boljša ali pa karkoli. Dejan je vse povedal stvari, vsi smo povedali, smo imeli soočenje, predstavitve, ampak aktualna županja tega ni nobenemu hotela oziroma želela razložiti ne po televiziji, ne na soočanjih, tako da ne vem, kaj lahko drugo izberemo, kak kandidata, ki ga imamo tukaj. Torej, to je grozno, če kdo grozi komu smrtjo, to mislim, da so to organi pregona, da to raziščejo. Vsekakor pa politika ni polje osebnega, ampak je sfera družbenega. In jaz prav tako obsojam vse napade na osebo. Še pa enkrat povem, da v bistvu kritika oblasti nikakor ni grožnja, ampak je samo izražanje
legitimno in demokratično izraženo mnenje, po moje. Ja, tak je. Demokracije. Ja. Tudi jaz bom se vključil k temu, ker, če dovolite, samo toliko da povem, ne? Tako je Gregor rekel, v vseh naših zloženkah piše, da bomo sodelovali. Pri nas je sodelovanje že več čas. Mi nismo nikoli nikogar izključevali, nikoli nikomor grozili. Smo pa kritični do nivoja, kakršen je pač v Ljutomeru danes. Danes imamo oblast razdeljeno tako, da je občina firma nekoga in posameznikov in tistih prijateljskih povezav, večina občanov pa je izključena. Zaradi tega smo tudi mi se odločili, da kandidiramo, da te stvari spremenimo, da enostavno povežemo in občino vrnemo občanom in vsi skupaj sodelujemo za boljše nas vseh. Zato jaz bom rekel tako, da tudi temu niti približno ne verjamem. Mi smo navajeni že raznih izmišljotin in laži. 8 let to poslušamo. In mislim, da je čas, da se to konča. Najbrž si sami sebi grozijo. Smrti pa gotovo ne. Kaj pravite na sestavo občinskega sveta, recimo, da bi se dalo delati v takem sestavu, ki se je v bistvu že izoblikoval, ne? Torej, o uradnih potrditvah oziroma temu ne morem govoriti. Neformalno oziroma nerodno pa lahko povem, da ekipa, ki jo zdaj gledate, v bistvu v občinskem svetu tvori večino, to krepko večino. Neformalno, uradno pa bo drugi teden vse znano. Sliši se, da soočenje bo. Kdaj, ja, kje? Soočenje je predvideno, da se snema prihodnji torek ob 10. TV Ideja, včeraj so me kontaktirali, da pripravljajo soočenje za vse pomurske župane, oziroma tam, ko je drugi krog, mislim, da je 8 občin, ob določenih pogojih gospe aktualne županje. Mislim, da je želela, koliko so mi povedali, želela javno soočenje, ampak so rekli z TV Ideje, da ne, se pravi, soočiva se v studiu, 1 na 1 in to je to. Prihodni torek. Kdaj bo predvajano, pa bomo sporočili, ne vem. Hvala lepa še enkrat, lep dan še naprej, pa v nedeljo se vidimo na voliščih. Hvala.